čakamo vlak, da pride. Kot tudi vsi ostali. Vlak pride čist blizu in umaknajo vse mizice, ko so na sredi. Reči sin čau. Povej, koliko si star? Wow. Kako ti je pa ime? Kako se pa pišeš? Kje smo? V Vi? V Vietnamu. Tako, a ne? In povej. Kako se pa mesto reče? Hanoj. Hanoj se reče mesto. Ja. In zelo je mrzlo tukaj, a ne? Ja. Poglej, kako smo oblečeni danes. Poglej, kako smo bundo in v pulover. Oči nima bunde, zato ker jo še ni kupil. Ima pa 2 puloverja gor, pa 2 kapuci. Mami pa v zadnji si je pa že kupila bundo, poglejte, ja. Tako da mi smo prišli v Vietnam in zaenkrat smo preživeli vse cestne prepreke in promet in danes gremo raziskovati. Bomo zdaj malo slikali, zdaj gremo pa malo posneti. Povejte malo, kako se počutite. Povejte iskreno. Znam, da me je malo zdelal kulturni šok. Mislim, da je bila kombinacija hladnega vremena, ker je bilo, je res veliko bolj mrzlo kot na Tajskem. Malo je kombinacija prometa oziroma to, da so pešci hodijo po cesti, kar pomeni tudi voziček in otroci in se res ne moreš sprostiti. Moraš biti 120% skoncentriran na cesto in za varnost otroka in ne moreš biti malo tako, bom pogledal to trgovino, to prodajalno ogledal, to prodajalno kovinskih rešetk. Tako da, ja, malo je bolj glasno, ogromno prometa je, veliko hupanja in dokler se nisem malo mogoče privadila na to. Plus kamikazni otroci ne pomagajo, me je malo telo bolelo. Kaj jemo zdaj? Banh mi s kokotočeri. Ja, kaj pa je to? Pokaži malo. Sandvič je banh mi. Kaj pa je noter? Solata, korenček, žgetki, mesek. Super. Ti je všeč? Repa je najbrž. Arteka, ti je dobro? Je, a ne? Reči banh mi. Banh mi. Prva 2 dni smo si vzeli malo bolj na easy, malo smo se spoznavali z državo, z ulicami, s hrano, ki je, by the way, odlična. Zdaj smo si pa kar našopali par stvari v naslednjih dneh. In sicer kuharski tečaj, food tour in še izlet po mestu z džipi, z starimi vojaškimi džipi. Tako da vas bomo vzeli s sabo in bomo videli, kako bo. A jutri bomo šli na kuharski tečaj? Ja, kaj je še jutri? Povej, kaj je jutri. Kaj? Mami me rojstni dan! Kar pogrizi, ljubek. Kam smo šli zdaj? Tudeka. Toteke gledati, ampak v bistvu smo šli na en food tour prijetno po Hanoju, zato ker je toliko neke nove... Bravo, food tour. Ker je toliko nove hrane, da nija še ne poznava. Motor. Da bomo zdaj malo raziskovali, malo bomo posneli, malo bomo mogoče povedali kaj. Predvsem pa je nama to zelo zanimivo, ker nazadnje, ko smo bila v Vietnamu, če brez teh lepamžev, smo relativno malo hrane probala. Sicer smo jo, ampak moram reči, da smo večinoma jedla mogoče kakšne zavitke, pa se je pa že kar končala. Zdaj pa gremo malo več poskusiti.
Art sicer ne je, no, Lila pa je kar odprte glave. Odvrte glave sem. Zdaj bomo jedli banane, ocvrte banane. Tale gospod jih dela pa je že 30 let, njegova žena jih dela, on jih pomaka v rižovo moko, pa jih še gospa cvre, dela pa je od 4 do 9 in vse razproda vsak dan. Dober, bananasto, malo mastno, ampak odlično. Soki sladkornega trsa, ki raste v Vietnamu, tega mešajo z kungvatom, zato da ni toliko sladek. In je v bistvu še vedno precej sladek, ampak ima vsaj tisti citrusni priokus. Ja, tak sladek, penast kruhek. Potem imamo noter gobe, svinino, rezance, pa še prepeličjo jajčko. Gremo na jajčno kremo! Ajde, gremo. A lahko kaj povem tle v tej družini? Jajčna kavica! Jajčna krema. Tole je vietnamska slavna jajčna kava, kjer zmiksajo surove rumenjake s sladkorjem in dajo gor na črno grenko kavo. Kaj sploh je razlog, da so to odkrili? Je to, da včasih niso imeli dostopa do svežega mleka, ampak so si želeli piti kapučino. Tako da je en gospod z imenom odkril, da če stepe rumenjake, da v kavo dobi podobno kremasto teksturo. Evo, avč, avči. Še? Meni je to zagotovo najboljša vietnamska jed, kar smo jedli. Sladko, kislo, pekoče, slano, ful sveže, ful nekih norih začimb noter. Noro dobro pečeno meso, tam je na žaru stric, imate noga vebra, pa cvre tole, tudi sem bomo pa še mogli priti na 4 let. Povej, kako si preživela svoj kulturni šok zdaj? Lahko pa hodiš dol, pa še malo grafite pokaževa. Ja, preživela sem kulturni šok. Zdaj se počutim v bistvu tako kot doma. Tako da mi je rekel 4 dni, ampak ni res. Manj časa je bilo. Tako da, ja, pač prej me je bolelo telo in bila sem anksiozna, ampak zdaj pa spet vse je normalno. Tako da zdaj šibamo po mestu, kakor pač ponavadi. Danes smo šli pogledati grafite, ki se vijejo po celi teli. Kaj sploh je to? Na motoru sedim in grem v New York. Jutri letimo Helsi pa Hani v Hong Kong. Se veseliš? Ja. Evo, takole izgleda naša tura z džipom po Hanoju, to je naš zadnji dan, tako kot je Lila rekla, jutri gremo kam? Šanghaj. Tatka skozi pravi Šanghaj, v bistvu gremo v Hong Kong. Ful lepo smo doživeli to mesto. Ne, no, Hong Kong, ne še ti. Ful lepo smo doživeli to mesto, na začetku je bilo naporno, ampak taka mesta ti največ pustijo, največ dajo, ful se veliko pogovarjamo o njemu, Lila, Art so doživela ful novih stvari. Zdaj smo se že kar upeljali. Zdaj smo se upeljali, zdaj gremo pa naprej v Hong Kong, kjer je pa v bistvu isto hladno kot le. By the way, danes je 32 stopinj kao, ampak smo vsi v puloverjih, pa lahko bi imeli še kako jakenco. Ja, tako da ne vemo, kaj to pomeni, bomo videli, kaj bo tam.
se pa zelo veselimo Disneylanda. Jaz najbolj, Else pa Ana. Lila pravi, da se veseli Elze pa Ane. Tako da mi se poslavljamo zdaj iz Hanoja. Bilo je super, bilo je the best, bilo je zelo okusno. In se vidimo mogoče v Hongkongu. Ali pa Šanghaju, nikoli ne veš. To ne veš.